Živijo in dobrodošli na še enem zimskem potepanju. Jaz sem Peter, tole je kanal V naravo. Z mano sta še Nina pa Martina. Kaj pa ta pogled? Razgled imamo pa neverjeten. Kar živahen tle rataš, kar nekaj ljudi. Kdaj ste meni rekel, da sem... Če ste malo hribovci, ste verjetno prepoznali Javorniško jezero oziroma jezero Trilobit v Javorniških Rovtah. Smo pod Stolom in pičimo tlele po markirani poti proti Stolu. Ampak ne bomo pol desno zavili za Stol, vsaj plan ni takno, ampak bomo šli levo proti Bevški planini, pa v bistvu tako, če gledaš v smeri Golice, ampak ne bomo čisto dokaj prišli, no. Bomo videli, ko gor po grebenu piha, no, ker je napoved, da je veter predvsem močan, tako da še ne vemo čisto kam bomo šli. Če pa ne bo veter premočan, gremo pa po grebenu, no, v bistvu po državni meji malo se sprehajati. Ja, mraz je tlele na Gorenjskem, pa še piha. V glavnem, tukajle, če boste šli v Javorniške Rovte, je bil včasih gazda Žiga Zois. Tukaj so rudo kopali in so tudi tele geološke poti zdaj urejene, tako da se lahko tudi malo pogleda, pa kaj nauči, kaj prebere, pa kaj nauči o tem času. Drugače pa tudi ena polovica mene iz Javorniških Rovt izvira. Zdaj tisti, ki ste bolj novi na kanalu, tega ne veste. Oni, ki pa že malo dlje spremljate, pa veste, da je moje babi s tlele gor. Ded je pa z drugega konca Jesenic iz Kočne. Tale potoček je Mali Javornik in kmalu bomo prišli do njegovega izvira. Počasi se segrevamo. No, tole je drugače izvir Malega Javornika, ampak me je zdajle malo zafrknil in že tamle nižje ven priteče. Je izgleda tako malo vode. So pa tukaj okoli Javorniških Rovt že dolgo nazaj vse te potočke, ki jih imajo, speljali na elektrarne, no. Tako da ne vem točno kdaj, ampak to že zelo dolgo nazaj, že verjetno že 100 let ali pa še več, no. Vem, da moja babi, ki je zdaj 91 stara, pa ki je tle otroštvo preživljala, je bila tukaj pod Javorniškim jezerom že elektrarna. Danes pa Martino čaka. Ja, kdaj ne? Martina je tako party animal,
A daj, Pa je zdaj cel december je bolj prežurala. In danes po dobrem mestu spet v Visokogorju, pa je tale svež zrak malo heca. Martino ste še videli, zdaj pa lahko še Nina pomaha. Počasi prihajamo iz gozda, takole, v eno takole dolinco. In do zdaj smo imeli 2 slačenji, zdaj smo imeli prvo oblačenje. Drugo pa še pride kmalu, ko bomo prišli res na veter. Tale tura je še ena taka tudi za zimske razmere, da ni tehnično zahtevna, tako tudi da ne rabite glih cepina pa dereze s sabo, oziroma če jih nimate. Edini problem je lahko, če je res veliko snega, na telem delu, ko smo zdaj, se znajo tlele kakšni plazovi sprožiti, ampak to ponavadi par dni po sneženju. Tako da, če greste tle, pa da je res veliko snega, kaj sem, meter pa pol, pa raje počakajte kakšen teden, da se to predela, pa akcija. Pa tudi jaz, če niste prav izkušeni, pol pa v formi, pol je boljše počakati, da gre kakšen pretava, pa gas naredi. Je pol bolj luštno hoditi. Tole pa zdaj prvi pogled brez dreves. Desno je Golica, tole je pa proti Škrlatici. Naprej imamo pa takole. Tukaj je ful zanimiv podatek, to sem že prejšnjič lanskega, ko sem se tle sprehajal, omenil, da zgornja meja gozda sega nekje na višino 1700 metrov. Se pravi, tam, kjer temperatura vsaj 100 dni v letu preseže 5 stopinj Celzija. To mi je tak zanimiv podatek. Nazadnje, ko sem šel tle gor, sem tukajle sonček dočakal. Danes bomo mogli še malo višji, bi nam tudi kar prav že prišel. Smo se odločili, da bomo gomaše gor dali, da jih ne bomo pol gor na vetru obuvali, oblačili. Kot kaže, po grebenu orenk piha. Če bo že veter, naj bo vsaj sonce, ne? To pa smo prišli zdaj na Plenjo Seča. Mislim, da se ne motim. Razpot je tle, desno bi šli proti Stolu. V bistvu tle je takoj desno ena, tle da malo bolj preč, tako čez gre proti pristavi, pa takole, kjer je proti sončku, pa kaj okoli gre proti Stolu, po Vajnežu. Mi smo imeli plan iti tukaj na greben, pa po grebenu čez, bomo šli pa verjetno tle malo bolj levo, pa proti planini, proti Bevški planini. Ta pogled. Zdaj prihajamo pa
na mejni greben in tle bo verjetno tudi začel kar orang pihati. Tako da, če ne boste slišali, veste zakaj. Ja, prav zanimivo, nič še ne piha. Ja, pogled v Dravsko dolino. Tukaj gor drugače je ful lepa res pot po grebenu oziroma skozi po meji, ampak glede na to, koliko piha, smo se odločili, bomo tlele mi šli po markirani poti, mislim, da je markirano, ampak cesta gre kje do Bevške planine. Kakšna meglica se tukaj zadnje vleče. Piha kaj? Kakšen opast je veter naredil, ne? Ceste se itek čisto nič ne vidi. Razgled ima pa neverjeten, ne? Tole spodaj so Javorniške Rovte, pol je pa Mežakla, levo je Pokljuka, tisti lev oblak je Triglav, desno je pa Škrlatica. Okej. Pa se tlele plazek v trgu. Pa je Martina nešto bliže nesla. Gor na tabo so palce. Martina, kako si? Ena rukavica je šla, pa en mobitel moramo zdaj najdeti. Evo, srečen konc, saj zaenkrat. Telefon smo našli, Martino izvlekli, pa še tole malo posnemo. Sam stali smo namer in tole, kar je bilo napihan, je zdrsnil dol. Ja, v glavnem, tudi take stvari se razgodijo v hribih. Vem, da bo kdaj marsikdo komentiral ali pa si mislil, ja, kaj pa rinete v hribe, se je nevarnost 3. stopnje za plazove, pa... Ja, se strinjamo, ne, sam pač dejstvo je, da tudi na kavču, ko doma sediš, ti lahko stene slika na glavo pade, ne. Pač daleč od tega, da bi šli mi kaj izzivati, šli smo ali pa smo na poti, ki je, zdaj da smo v bistvu na cesti, a ne, ampak pot ni nič izpostavljena, ampak je pa pač nek splet okoliščin tako naredil, da je bilo tam toliko napihanega snega in da se je to naredilo, tako da jaz nobene drame ne vidim, je pa glavno, da smo vsi v redu, ne. To pa itek. In še ena nazaj pogled proti grebenu Stola, preden gremo za ovink. Če bo slučajno pol na Bevški planini pihal, dajmo tlele pokazati, tistole je Kepa, pa Dovška baba se tudi vidi. Potem smo pa na Julicih, Kranjska Gora se tamle tudi vidi. Pol je Ponca, Špik se vidi, itek Oltar, Škrlatica se je spihala, potem imamo Dolkovo špico, pa Razor, Stenar, tale Rjavina pred Triglavom, Triglav zadnja, ne. Pol smo pa tlele nad Pokljuko, oziroma tole, ta cel masiv, oziroma masiv, plato je Pokljuka, zadnji pa tudi Krn se sigurno vidi, ja, itek, zadnji. Tole spodaj so pa Javorniške Rovte. Zdaj se nam pa počasi odpira proti Golici, pa Kepi,
Mislim, da je Klek tudi tam vmes, pa Dolška Baba. Ta lepotka od planine Seča pa proti Bevški planini prav luštno je. Mi je pozimi veliko bolj všeč, pa poleti. Došli na Bevški planini. Upamo, da tamle prkoči, da bomo imeli za veter. Zdaj se pa zmenimo, če še kaj gor skočimo. Takole se pa kar da, ne? Odločitev je padla. Skočimo še tjale gor, Veliki vrh mislim, da je. Bomo pa ruzake kar tle pustili, ko gremo, pa se vračamo tudi tle nazaj. No, te verjeli, ampak razgledi so še lepši. Enim sledem smo zdaj sledili, pa so me vas pripeljali na greben, kar sicer ne vem, če najbolj pametno zaradi vetra, pa bomo kmalu videli. Razgledi bojo tle sigurno najlepši. Zdaj smo šli čez en odsek borovcev, se je kar udelalo. Ampak zdaj pa nismo več daleč od vrha. Takole pa naprej. Dobrodošli na Velikem vrhu. Začuda kar zmeren vetrič tle gor. Če bi takole ostalo, bomo šli še panoramo narediti. Imajo pa tle radioamaterje, imajo zabojnik. Malo se razgledam, pa razgled. Evo, prišla je tudi Nina. Tole je Vajnež, stol. Pol imamo vrtačo. Tole je greben Košute. Potem, ali je greben Košute zadnji? Ne, po mojem je to greben Košute. Pol tamle zadnji je Peca. Tole ne vem kva je. Tam se tudi Dravsko dolino lepo vidi. Kje pa? V ulici. Šepartino imamo. Tamle je pa Bled. Selfie z vrha. Smo se odločili, gremo dol kar po žlebu. Po hitrej. Pa verjetno se tudi na to podirali, ker čez Borovce.
Če ni Luka, te pa Nina. Evo še Martina v zimskih radostih. Evo. Kaj to pritajte na dol? Nekaj tazga, tako kot ponovadi. Evo, gremo po nahrbtnike. Zdaj pa kar živahen tlele rataš, kar nekaj ljudi. Markirana pot gre levo ali pa desno, mi gremo pa takole diagonalno dol, po eni nemarkirani. Zdaj bomo poteli potki, ker nas vod cik-cak, bomo prišli na eno planino in tam bomo pol pa tudi, ker tole nemarkirano pot zapustili, bomo šli po eni bližnjici, pa bomo pol spet na eno planino prišli. Je pa tle okoli Javorniških hrov je planin kot bog, tako da ne vem imen vseh, mislim, da so možno, da so Stamare, tako nekaj imam v glavu, ampak nisem čisto procenten. Bo pa sigurno moja babi vedela, ko tole gledala, kje sem se potikal. Zdaj so štački so sprake. Pa plemenice. Ja, bi to pa kuno. Škrtino. A ja, pa. Zdaj pa nisem najta. Zdaj pa konta. Zdaj na tej planini sem jaz mislil eno drugo pot usekati, ker sem enkrat v kopnem vremenu tlele lazil in sem neko bližnjico v eni grapi dol, ampak pozimi je dober, ker se sledi vid, kje ljudje hodijo in zdajle gremo v bistvu zgleda po eni poti v to isto smer, kamor hočemo. Se pravi, če gledamo dol po planini, čisto na levo stran planine, čez pastirja pa dol v gozd. Zdaj smo pa na eno malo širšo potko prišli. Pa gremo naprej. Tole, zdaj pa nismo več daleč od našega izhodišča. Bomo pa idealno pot za dol ubrali. To, kar sem prej za gor grede rekel, vsak potoček ima tlele zagrajen, pa vodo speljano v Javorniško jezero oziroma po domač v rezervoar. Še malo bližnjice smo ubrali, pa sledimo temule vodovodu ali cevovodu, kako se pač reče. Takole, mi smo srečno prispeli v dolino po precej pestri turi, ne? Sicer se ni tako obljubljala, ampak smo se malo naredili, pa narava je poskrbela tudi za to. Tako da, drugače pa, tura tehnično enostavna, no. Tudi ne bi smeli biti nobenih komplikacij, tudi v takelem vremenu, ampak tako je v naravi. Drugače pa fantastični razgledi, kar močan veter, malo nas je prepihal, ampak jaz sem se ful dobro imel.
Pa družba je bila dobra. Lane. Ja, ja. Ko ste se videli, imele? Top. Ja, ful dobro. Ful dobro. Res veter. Veter je bil pa res minus. Ja. Kar dobra izkušnja z vetrom. Pa moj telefon, hvala Peter. Vmes sem ga zgubila, no, to je tudi eden izmed pripetljajev. Ja, In- sem omenil, ampak ni ga tam, ki je splazel, zgubila, ampak že prej, tem, ko smo se fotkali. Tako da, ja, the best. To je to. Ja. Cool. Odlično. Ja. Ja, super tura, v glavnem priporočam. Lahko le za ponovim leto, ne? Ja. Se malo pretegnem. Da malo dizel zalaufa, malo lokomotiva, vse se greje. Ja. Ja, nič, kaj, imamo še kaj zapovedati. Ne, gremo na Ne. čaj, na toplo. Jaz smo na smuti za pojest, pa naprej. Ne. To je to za danes. Nič, kaj, lepo se imejte, radi se imejte, uživajte, pejte v naravo, pa kmalu se vidimo. Ne. Ja. Čau. Čau! Čau.